Občutki so super. To je neko priznanje za mene in za vse v klubu. Jaz bom tukaj probal pokazati tisto, kar znam in da lahko selektor računa na mene. Se imamo že kakšen pogovor s selektorjem? Tisti osnovni pogovor, nič drugega. Zdaj, selektor je rekel, da ne gre za en tako poklic, ki bi te samo nagradil, ampak da on kliče v reprezentanco samo takeme, kjer resno računa. Kaj ti pomeni tak njegov odnos? Pa ja, mislim, da vsi fanti, ko smo tle, da smo zato tle, da lahko pomagamo reprezentanci. Da se pokažemo v čim boljši luči in da pač probamo igrati za reprezentanco, kar pač je, mislim, da vsakemu cilj. Tekmi prijateljski, Romunija, Črna Gora, kaj misliš, da lahko reprezentanca doseže, kako lahko nadgradi ali pa vsaj nadaljuje tisto, kar je naredila v zadnjem reprezentančnem ciklu, ki si ga zagotovo spremljal? Ja, mislim, mi bomo dali vse od sebe, da probamo te dve tekmi dobiti, pa bomo videli, kako pa kaj. Ampak mi bomo dali, tako sem rekel, vse od sebe in se pokazali v najboljši luči. Jana Oblaka si poznal že od prej, ali si ga tukaj prvič srečal oziroma ga še boš? Ga še bom, ni ga še tle, koliko sem prije danes, tako da se bomo danes prvič. Nisi ga pa poznal doslej? Ne. Kaj ti pomeni deliti garderobo s takim vratarjem, verjetno tudi enim tvojih idolov? Pa mislim, da je to samo pozitivno za mene in z Janom in z vsemi drugimi reprezentanti, da grem stopničko više na višji nivo, na više treninge pa to, tako da je nekaj, kako bi rekel, dobrega za mene. Kaj si obetaš od tega reprezentančnega vzdušja, od prvega svojega reprezentančnega potovanja, od prvih teh dni na treningih, verjetno ene zadeve, ki jih sanja vsak nogometaš? Pa ja, jaz, kako sem rekel, bom probal vzeti to reprezentanco kot nekaj pozitivnega, bom dal vse od sebe in da bom čim boljši za našo reprezentanco. Koliko ti je Timi pomagal, odkar veš, da boš vpoklican, koliko te je pripravil na reprezentančne ali je bilo tudi kakšna šala? Pa je bilo vsega in šale in pomagal mi je veliko stvari, tako da mislim, za Time smo itak vedno bila v super odnosih pa to, tako da mi pomaga in v klubu in tle. Sta se tudi pogovarjala, da bosta te molitve s treninga Olimpije prenesla na reprezentanco? Ne bi komentiral tega. Forma tvoja, si zadovoljen zdaj po poškodbi, ki si se vrnil? Pa ja, mislim, da sem lahko zadovoljen, ampak vedno lahko nekaj več, vedno lahko nekaj več pokažem, dosežem, tako da nismo še nič naredili, ne kot klub, ne kot jaz, tako da strmimo nekaj več, tako da hočem nadaljevati s tem, kar pač sem do zdaj prikazal. Pa res statistiko, da si dobil en gol, odkar si branil v prvi ligi. Ja, super. Mateoš, letos ste dotaknili mundiala, ko bo leta so res nenavaden termin. Zanima me, kako ti gledaš kot nogometaš. Slovenski klubi sploh še ne boste imeli niti prosto potem po reprezentančni akciji nadaljujete s treningi. Kako na primer te moti, da ne boš niti mogel prav vsak tekem gledati? To mislim, da ni vprašanje za mene, jaz ne določam terminov, tako da... Kako gledaš to, da bo sred zime mundial? Ja, tako so se odločili, mi se lahko samo prilagodimo, to je to. Kaj pričakuješ, kdo je tvoj favorit? Pa nimam favorita, iskreno nimam favorita. Za katere reprezentance bi to lahko prišlo bolj prav kratke priprave sred sezone? Pa mislim, da noben selektor noče nekih kratkih priprav, to je moje mnenje, ampak vsak se bo probal pripraviti, koliko se le da in da bojo čim bolj odigrali prvenstvo. Ja, mislim, da je zadnja akcija pred tistim najpomembnejšim, kar nas čaka. Nič pač pričakujemo, da odigramo dve dobre tekme, seveda, da pač obe tekmi želimo zmagati, ampak mislim, da ne bomo fokusirani toliko na rezultat, ampak bolj na taktične zadeve, da že počasi pač uigramo nek sistem ali pa oziroma da nadaljujemo tam, kjer smo pač končali z Ligo narodov. In to je to, pač probali bomo odigrati dve odlične tekme, največ pa pač ne toliko za rezultat, ampak da bomo fokusirani na naše dobre stvari in da bomo pripravljeni na to, kar nas čaka pol naprej.
Koliko je boljši občutek takole bil v tem času, ko nisi bil v reprezentanci po tistem res dobrem zadnjem obdobju, po tisti res dobrej zadnji akciji? Kako je to drugače v primerjavi, če greš nazaj v klub z nekim razočaranjem pa z nekim pritiskom? Ja, mislim, dost boljše se počutiš. Mislim, da komi sem čakal pač, da se vrnem v reprezentanco, kljub temu, da sem tudi prej vsak zbor, vedno komi čakaš, da vidiš svoje prijatelje, da pač oblečeš dres reprezentance. Tudi prej smo dali svoj maksimum, vedno smo se trudili za ta grm, ampak trenutno se je nekako naredila res dobra atmosfera okrog nas. V ekipi je vedno bila, ampak smo tudi to izboljšali. Začeli smo pač seveda z rezultati, je tudi vzdušje boljše, tako da jaz upam, da se bo tako nadaljevalo. Zaradi tega tudi želimo dve tekmi odigrati dobro, da ostanemo pozitivni in mislim, da pač to energijo lahko naredimo veliko, kar smo tudi pokazali. Kako si spremljal žreb, te govoril si, kako pomembne bodo naslednje kvalifikacije, še toliko večja priložnost se ponuja zaradi, bodimo iskreni, ugodnega žreba, kako si ga ti doživel, plus da imamo lepe možnosti, da imamo že zagotovljene praktično dodatne kvalifikacije. Ja, res je, mislim, vedno je lahko boljš ali pa slabš. Mislim, da kar se tiče žreba, smo lahko zadovoljni, ampak mislim, da moramo vsi, kot vi novinarji, navijači in mi igralci, biti ponizni, kot smo bili do zdaj. Ne smemo govoriti, ja, to je lahka skupina, Slovenija mora biti prva ali pa druga za lahkoto v tej skupini. Mislim, da lahko pol naideš na velike probleme. Moramo biti ponizni vsi skupaj. Seveda, da si pač želimo najboljših rezultatov, želimo si to evropsko prvenstvo in vse bomo naredili, da bomo, in sem siguren, da bomo. Ampak dajmo biti iz tekme v tekmo, imeti respekt do vsakega nasprotnika in na igrišču pa pač pokazati, da se nobenega ne bojimo in tam pač ne smemo pokazati respekta. Ampak kar se tiče pred tekmo, o igralcih, trenutno vsi igrajo nogomet, vsi so kvalitetni, tako da v tej skupini lahko vsakega zmaga, ampak če bomo mi pravi, kot smo bili do zdaj, se ne bojim. Tvoja forma, kako se počutiš v klubu? Super, zaenkrat je vse dobro, ni isto, kot je bilo prejšnje leto, ampak kljub temu smo zbrali dosti točk, smo se odcepili od tiste zone izpada, skoraj vse tekme v klubu sem igral, tako da vedno je lahko boljše, ampak sem zadovoljen. Kako si doživel vrnitev svojega dolgoletnega znanca, prijatelja, soigralca Josipa Iličiča, ki je, mislim, verjetno ti je toplo pri duši? Ja, seveda, pač že tisti sprejem, ko sem mu pač priredil, me nekako je začel spominjati na tiste lepe čase Maribora, ki je igral Ligo Evropo, Ligo prvakov in kjer so navijači z veseljem prihajali na tekme in pač spremljali naše zmage in borbo za ta klub. In mislim, da je pač to en pozitiven korak naprej. Mislim, jaz bi si želel, da je že pač prvo tekmo, ko je vstopil v igro, je pokazal, da kljub temu, da dolg časa ni igral ali pa tudi treniral, je mojster. Tako da želim si, da bo pomagal ekipi in da se bo Maribor vrnil na stara poti. Tako da želim jim vse najboljše. Verjameš, da ga boste nekega dne spet lahko pozdravili tudi v reprezentanci, vsaj še za kakšno tekmo? Ja, jaz upam, da ja, pač, ker tak nogometaš je vedno dobrodošel. Vemo, da lahko z eno potezo naredi marsikaj, ampak kljub temu želimo vsi, da pač se on dobro pripravi in želimo mu sam, da je srečen in da pač uživa v tem, kar dela. Peter, vas bo kaj stiskal pri srcu ta teden, ko so v spredju novice, kako se pripravljajo udeleženci svetovnega prvenstva, vi ste pa pač samo na prijateljski tekmi? Ja, seveda, da je malo pač, ne bom rekel, da boli, ampak vsi se borimo za pač ta velika tekmovanja. Mislim, da svetovno je še enkrat boljše kot evropsko prvenstvo. Seveda pač nismo zadovoljni s tem, ampak to je nogomet. Mislim, da nam bo dal pač to sam še en zagon za naprej, da pač treniramo še več in da se pač trudimo zmagovati in da pač pridemo tudi na svetovno. Ampak zaenkrat je to za nami, bomo spremljali naše prijatelje in navijali za njih, bomo pa pač se osredotočili, da pač smo na naslednjem velikem tekmovanju in to je evropsko prvenstvo. Konkretno, za koga boš ti navijal oziroma tvoja napoved, kdo bo svetovni prvak?
Ja, težko bi rekel, pač, kdo bo svetovni prvak, ampak nekako vemo pač vsi, ampak vsaj tako bi mogli biti, da pač bomo navijali za naše sosede, za Srbijo in za Hrvaško, tako da pač bomo navijali za njih, da pridejo čim dlje. Še to mogoče pogled na nenavaden termin, s tem, da tudi prekinitev, zdaj dolgo prekinitev vsak let najmočnejših prvenstev, kako gledaš na to situacijo? Ja, mislim, da je pač res mal čuden termin, tudi videl sem, da tekme se bojo odvijale tudi ob 11. zjutraj. Mislim, da bo to zelo težko za igralce zaradi velikih vročin in kljub temu pač mi sploh nismo navajeni igrati tekmo že, ko se zbudiš. Ampak mislim, da je pač za vse isto in se ne bojim, da se bojo prilagodili na to. Tako da, kar se tiče pavze, pa mislim, da pač nam, katerim nismo na svetovnem prvenstvu, lepo pride, da se lahko malo spočijemo, ker vemo, da poletje je bila Liga narodov kar dolga in mislim, da nekaterim igralcem je kar pustila vtis. Tako da mislim, da za nas, kateri nismo na svetovnem prvenstvu, bo lepo prišlo, da se malo spočijemo in potem pripravimo za nov del sezone. Še zadnje vprašanje, bo pa televizija požgana, bo spremljal vse oziroma čim več, kakor se bo dalo? Ja, seveda, čim več, kakor se bo dalo, že zaradi same atmosfere. Mislim, da je to pač en poseben občutek. Mi smo to občutili, ko smo igrali prijateljsko tekmo proti Katarju. Stadioni fenomenalni, upam, da navijači bojo isto, pač kakor so bili na vsakem svetovnem prvenstvu in seveda, da si bomo pač ogledali čim več tek.